Gledalke, spoštovani gledalci, ljubitelice in ljubitelji hokeja na ledu, lep dober večer. Ste z nami na danska tekma Japonska proti Litvi, končal se je 4-0, takrat zanimivo vsi karski. No in danes je kar prepričljivo premagala tudi reprezentanco Estonije. Slovenska reprezentanca Japonske. Sicer gre za 13. medsebojno tekmo med obema reprezentancama, prvih 12 tekmah 9 zmag Slovenije, 2 zmagi Japonske, 1 tekma pa se je še po tistem starem skupini, prav tako tudi Japonska, ki je imela v tistem obdobju zagotovljeno mesto v eliti. Zadnja skupine A in tudi tam zmaga Slovenije in sicer kar prepričljivo 7-1. Slovenija se je in Hiroki Ueno. Omenjena napadalna trojka ni najmočnejša japonska, imenovani East Coast Hockey League, to je Yoshiro Hrano, ki ga boste spoznali, številko 26. Ploščica se je ustavila v opremi Žiga Jegliča, zato prekinitev sodniški met bo na sredini Egzijski ligi. Smo ga že omenili, 18 točk je dosegal na letošnjih tekmah v tem tekmovanju in pa pol tudi z igralcem manj. Litovci so zabili oba gola na četrtkovi tekmi, ko se je Slovenija. Teka pa se že kazen za Tadeja Čimžarja, ampak pritisk japonske reprezentance še traja in ravno ko se je Tadej Čimžar vrnil na led. Žal brez zaključnega strela, pa še enkrat rok tičar obramba Fukufudžija. Sem omenil, kako razpoložena sta v tej sezoni v elitni nemški ligi Jan Urbas in Miha Verlič, ki bi tudi za naslednjo sezono v tem klubu. Še ena priložnost. Klemen Pretnar, Žiga Jeglič, tokrat strel z prve, nastrelil je branilca, ki je stal neposredno. Kuralt pred vrata, kjer je Žiga Jeglič, Fukufudži se ne da. V tej drugi postavitvi edini branilec. Priložnost za Verliča mimo gola, Kuralt. In Luka Kalan. Drugi branilec je Otsu, Kosuke Otsu in ravno v kombinacijah Matjaža Kopitarja. In priložnost zopet za Slovenijo, Miha Zajc, Žiga Jeglič. Strel Sabolič, zopet Fukufudži, Miha Zajc. Kazen za Japonsko. Zopet je Slovenija veliko napadala, veliko poskušala, veliko zaključila. Goste v protinapadu, izkazal se je z obrambo Krošelj in še enkrat Gašper Krošelj pod Klemena Pretnarja. Pretnar je potem padel na sredini igrišča. Gregorc kot branilec za vrati in potem so vrata japonske reprezentance premalo. Slovenijo z igralcem manj. Verlič, potem še Urbas, še vedno je 1-0. Žvižgi na tribunah dvorane Podmežakla, ni izključitve na strani Japonske, zato pa strel Kalana, obramba Fukufudžija. Strel Ograjenška, obramba Fukufudžija, tam je pred njim tudi enako število let, danes dopolnjuje tudi izkušeni jesen. Bo Slovenija to tekmo na koncu vendarle dobila. Padal je sedaj pred vrati v azijskem prvenstvu. Član iste ekipe je tudi vratar Fukufudži, ki še naprej ostaja nepremagan tudi po tej. Urbas in Ograjenšek, še enkrat Jan Urbas. Urbas preigrava in Urbas je vendarle. Crnovič proti Juriju Repetu, potem pa zopet obrani Fukufudžija. Našel je Logarja, Logar, Fukufudži odbija, Japonci gredo v protinapad. Našel je Gregorca, odbija Fukufudži, še enkrat Zajc. Še enkrat Gregorc, zopet Fukufudži, pa Pavlin in zopet Fukufudži. Še enkrat Gregor, zopet Fukufudži, pa Pavlin in zopet Fukufudži. Za ploščico se v teh 20 minutah. Ograjenšek, zopet Fukufudži, pa Pretnar mimo gola. Še enkrat Logar, proti vratom, tam je ploščici smer spremenil Kalan, vendar Fukufudži. Blaž Gregorc, Pavlin, Fukufudži odbija. Pred vrati je bil postavljen. Zopet so Slovenci v napadalni tretjini.
Kuralt je pred vrati zadev ploščico. Pretnar, mimo gola, bolj na pamet je sedaj posredoval. Tole ne bo pogodu Hokejski zvezi Slovenije oziroma predvsem Mednarodni hokejski zvezi. Enkrat v tem delu tekme se je ubranila, ko je igrala z igralcem manj in je bila v tistih 2 minutah dlje sedel na kazenski klopi. Slovenija sicer zaradi njegove kazne ni igrala. Urbas pred vrata, tretja tretjina se je začela takole, kot se je praktično. Agresivno ob ogradi. Še enkrat agresivno posredovanje. Mihe, tisti 4. gol dosežen v prazno kazahstansko mrežo. Sedaj pa bo prišlo do izključitve prve in druge tretjine. Pretnar močno, potem je Jeglič spremenil ploščici smer, ampak je Kuralcev na ledu. Urbas proti Ograjenšku, kakšna obramba Fuko Fuji. Natančno je leta 2004 izbrano na bodu za Igo NHL in je v tej ligi tudi igral, ampak eno vrati. Reprezentancev, da so morda določeni slovenski hokejisti celo boljši drsalci, tako kot Robert Sabol. Seveda je še daleč do tega, da bi Slovenija dokončno prišla do zmage. Še ko Eisato, strel. Irikure, ne na ta. In zopet je ta pri japonskih napadalcih. Sedaj so dobili nekaj kril Japonci, ampak Japonci so osvojili sodniški met in takoj pritisnili na slovenska vrata, no potem pa so prepeljali nazaj v napadalno tretjino. To je sedaj sicer uspelo, ampak potem nenatančen strel. Ko je Eisato priložil sedaj za Slovenijo, Verlič mimo gola. Urbas je Grajenšek brez prepovedanega položaja. Strelo Grajenška tudi tokrat izjemno natančno, ampak Sabolič tokrat mimo gola. Sedaj Japonci kombinirajo, na koncu pa strel za proti vratom Gašporja Krošlja. Najprej so bili boljši Britanci, potem Litovci in potem še te tekme. Japonci so bili v novem napadu. Sedaj pa na drugi strani Rok Tičar proti praznim vratom. Rok Tičar zapečatil usodo nocojšnje tekme, saj kar se tiče Vita Nikolića v vratih hrvaške reprezentance, potem pa je sedaj le Anže Kuralt. Miha Zajec potem ni bil uspešen v sodniškem metu, strelja Japonske in zniža. Žiga Jeglič, Rok Tičar, še drugič nocoj v prazno mrežo, 5-2. Žiga Jeglič, Rok Tičar, še drugič nocoj v prazno mrežo, 5-2. Logar. Kristjan Čepon, Miha Zajec, še 6. gol Slovenček, Miha Logar. Kristjan Čepon, Miha Zajec, še koristili in ravno zaradi tega so ves čas bili blizu slovenijske reprezentance in je kot kapetan popeljal Slovenijo na pot do zmage. Keno Grajenšek, zmago ste z ekipo osvojili turnir in se uvrstili v naslednji krog kvalifikacij. Kako ste zadovoljni z današnjo tekmo? Ja, v bistvu izpolnili smo pač cilj, to, kar je bil pred tem trem tekmam. Vedeli smo, da bo Japonci najtežji nasprotnik. Mislim, da smo imeli drugače tekmo dosti pod kontrolo, no, ampak dokler nismo dosegli tega drugega, tretjega zadetka, smo vedeli, da so lahko oni nevarni. So zelo hitri drsalci
zelo nevarni sproti napadov, ampak ko smo dali, tako sem rekel, ta 2-3 gole, smo pač vedeli, da pač moramo tekmo lepo pripeljati do konca. V naslednjem krogu vas čaka Južna Koreja, Norveška in Danska. Kaj od teh ekip pričakujete? Ja, pač v bistvu vemo, da na ta turnir bomo šli mi kot, po moje, da slabše ekipe na papirju. Tako da tukaj bo treba igrati discipliniran, se boriti vsako sekundo, pa tako smo že dvakrat pokazali, da se da pač tudi te najboljše ekipe premagati. Pred kvalifikacijami vas čaka še svetovno prvenstvo. Verjetno je cilj uvrstitev v elito? Vsekakor je to cilj, ja. Pač še posebej, če imaš to prvenstvo doma, pač si to želiš še tukaj bolj. Tako da treba se bo pač dobro pripraviti za aprilsko prvenstvo, pa iti nazaj v A grupo. Hvala, srečno. Hvala. Matjaž Kopitar, zmaga in uvrstitev v naslednji krog olimpijskih kvalifikacij. Kako ste zadovoljni s predstavami svoje izbrane vrste na tem turnirju? Ja, en zelo težek turnir je bil v bistvu to dominantna igra nekako. Ogromno smo igrali napadalen tretjin. Danes smo se dolgo časa mučili, da smo dosegli te zadetke, ampak jaz mislim, da je čisto zaslužen, tako da ne vem. Lahko do prihajajočega svetovnega prvenstva pričakujemo kakšne večje kadrovske spremembe? Ja, spremembe sigurno, zdaj večje, manjše, kakorkoli. Včasih v hokeju tudi poškodbe krojijo, tako da upajmo, da jih bo čim manj in da se bomo pripravili na svetovno prvenstvo. Hvala, srečno. Hvala.